V Veliki Britaniji smo imeli v zadnjih letih toliko predsednikov vlade, da so vrtljiva vrata na Downing Street 10 skoraj postala politična zgodba zase. Zakaj torej stalne menjave? Za našo razpravo se nam zdaj prek Zooma pridružujejo novinar in komentator Jonathan Lees, radijski voditelj in nekdanji svetovalec britanske vlade Peter Cardwell ter britanski politični aktivist in YouTube kampanjer Femi Oluvole. Preden začnemo, najprej dobrodošli vsi skupaj. A najprej si poglejmo nekaj ozadja. Velika Britanija je bila nekoč videna kot vzor politične stabilnosti, toda v letih po Brexitu je Downing Street začel delovati bolj kot vrtljiva vrata. David Cameron je odstopil po referendumu o Brexitu, Theresa May je izčrpala bitka o tem, kako ga izpeljati. Boris Johnson je zmagal z veliko večino, nato pa padel zaradi škandalov in uporov v stranki. Liz Truss je zdržala le nekaj tednov, potem ko so njeni gospodarski načrti prestrašili trge. Rishi Sunak je obljubil stabilnost, vendar je konzervativce popeljal do uničujočega poraza na volitvah. In zdaj je celo obljubo Keira Starmerja, da bo obrnil nov list, preizkusila nizka rast, jezni volivci in pritisk tako z leve kot z desne. Težava je morda večja od enega voditelja ali ene stranke. Velika Britanija se sooča z stalimi življenjskimi standardi, obremenjenimi javnimi storitvami, pritiski zaradi priseljevanja, regionalnimi razdelitvami in globokim nezadovoljstvom s politiko samo. Je torej tole kaotično desetletje po Brexitu ali znak nečesa globljega? Ali je Velika Britanija postala neobvladljiva? V redu, še enkrat dobrodošli vsi skupaj. Zdaj pa k naši razpravi. Prvo vprašanje. Vsak od vas ima 30 sekund za odgovor. Na to bomo seveda lahko šli nekoliko bolj v globino. Torej, vprašanje je, ali je Združeno kraljestvo postalo neobvladljivo. Začeli bomo z Jonathanom. Ne, mislim, da je Združeno kraljestvo samo po sebi postalo neobvladljivo. Združeno kraljestvo ima očitno številne izzive. Veliko teh izzivov je drugačnih kot tisti, ki so obstajali pred Brexitom. Očitno je Brexit vse skupaj zelo otežil, saj je naše gospodarstvo počasi spodjedal. In zdaj se soočamo z valom za valom gospodarskega pritiska zaradi stvari, ki jih nismo izbrali, kot so COVID, invazija na Ukrajino, vojna v Iranu. Toda to je nekaj, kar smo izbrali sami. In ker se soočamo s tako majhno rastjo, se morajo s tem spopadati, vendar ne morejo zares nasloviti izvora problema. In to je težava. Prav, Jonathan in zdaj Peter. Ne mislim, da je država nujno neupravljiva, menim pa, da so glavne politične stranke verjetno neupravljive. Zelo težko jih je voditi, tako za Keira Starmerja kot za njegove konzervativne predhodnike. Imamo najvišjo rast v skupini G7, čeprav je to malo tako, kot bi rekli, da si najvišji med Sneguljčičinimi sostanovalci. To ni nič takega, s čimer bi se posebej pohvalili, a zagotovo je gospodarstvo velik pritisk. Nisem prepričan, da je vse to nujno povezano z Brexitom. Mislim, da obstajajo tudi drugi globalni dejavniki. Očitno, ko gre za jasen načrt, je to nekaj, kar ljudje iščejo. In Andy Burnham bi ga morda lahko ponudil. Prav, Femi. No, dve glavni težavi sta Brexit in volilni sistem. Volilni sistem pomeni, da je skoraj vsaka vlada izvoljena na laži, ker stranke v resnici ne ostajajo zveste svojim vrednotam. Morajo poskušati pritegniti čim več ljudi, kar pomeni, da leva stranka v bistvu poskuša biti čim bolj desna, desna stranka pa poskuša biti čim bolj leva. In potem, ko pridejo na oblast, na koncu razočarajo svoje volivce in tako na koncu morajo oditi. In z Brexitom, glede na to, da je od leta 2018 javno znano, da vlada ve, da karkoli narediš z Brexitom, te bo to osiromašilo, nobena vlada, izvoljena z mandatom, da to državo osiromaši s podporo Brexitu, ne bo dolgo zdržala. V redu, zdaj lahko gremo še globlje in bomo šli po istem vrstnem redu, da ne bo zmede. Ampak, veste, Brexit spet že 10 let, kar je težko verjeti, da je minilo že 10 let. Bilo je že 6 predsednikov vlade, ne da bi šteli, kdo bo naslednik Keira Starmerja. Seveda vemo, da je to zgodovinsko, brez primere. Čemu res pripisujete pomanjkanje stabilnosti, poleg očitnega, kot sta COVID in vse te stvari, ki so zunaj nadzora vseh? Jonathan, ti prvi. Vsi različni predsedniki vlade so spodleteli iz različnih razlogov. Očitno je David Cameron spodletel zaradi Brexita. To je bila bitka, ki si jo je izbral sam. Mislil je, da jo bo dobil. To mu ni uspelo. Njegova naslednica Theresa May je spodletela zaradi Brexita. Očitno je Johnson spodletel zaradi svoje osebnosti in svojih osebnostnih napak. In potem Trussova iz istega razloga. Potem ste imeli nekako Sunaka, ki ni mogel zmagati,
ker je bila konzervativna stranka že poražena. In potem ste imeli Starmerja, ki mu ni uspelo, ker ni imel načrta, ni vedel, kaj počne in naredil je resno serijo neizsiljenih napak zelo, zelo zgodaj. Torej, čeprav lahko nekako pripišemo Brexit kot začetek težav države in kako so se stvari začele slabšati, v bistvu zato, ker politiki niso več znali prepoznati izvora naših težav in so morali lagati o teh težavah. Ampak, veste, še posebej do leta 2024, od takrat naprej, pod laboristi, je postalo nekoliko bolje, ker laboristi niso bili odgovorni za Brexit in zato so lahko Brexit bolj prepoznali kot problem. Ampak ne bodo govorili o vrnitvi v EU, ker bi to znova odprlo Pandorino skrinjico in raztrgalo laboristično stranko. Torej smo prepoznali problem, vendar ne moremo ničesar storiti glede tega. Medtem pa imamo sistem, kjer gospodarstvo slabo deluje in ne vemo, kako to popraviti. In ena res enostavna rešitev, ki bi bila ponovna vključitev v gospodarske instrumente EU, je že izključena. Prav. In Peter, se strinjaš ali ne? Strinjam se z nekaterimi stvarmi, ki jih pravi Jonathan. Ne mislim, da se je razpad nujno začel z Brexitom in mislim, da je zelo enostavno reči, da je Brexit vzrok za vse to. Seveda je povzročil razpoke in težave. In po 10 letih nekateri še vedno niso preboleli dejstva, da je za to glasovala večina ljudi v tej državi. Velika večina. 17,4% ljudi. To ni bila velika večina. Bilo je le 52%, a kljub temu je večina. Mislim, da je bistvo vsega tega, da so politični voditelji tukaj ves čas dohitevali. Poskušali so voditi neobvladljive stranke, ki so bile zelo razdeljene, zagotovo konzervativci glede Brexita. Do neke mere so bili združeni, da bi leta 2019 izpeljali Brexit. Potem se je to do neke mere zgodilo in na to so prišle še dodatne težave. Kar zadeva Keira Starmerja, ima Jonathan popolnoma prav. Saj res ni imel načrta, ni vedel, kaj želi narediti. In stvar je v tem, da moraš takoj začeti delati, ko prideš v vlado. Od prvega dne moraš natančno vedeti, kakšen je tvoj načrt. Bodisi, da stvari popraviš, bodisi, da si ambiciozen ali da stvari spremeniš. In medtem, ko so imeli nekdani voditelji laboristov, ljudje kot Tony Blair, celo Gordon Brown, veliko idej in so spraševali ljudi ter znova in znova spraševali, kaj počnemo in kako izboljšujemo življenje ljudem. Morda se ne strinjam nujno z njihovo politiko, vendar to ne pomeni, da se niso trudili. Bistvo je, da Keir Starmer v resnici ni nekdo, ki zna vladati in mislim, da potrebujemo takšne ljudi. Imeli smo dobre kampanjerje ljudi kot Boris Johnson, zelo dober kampanjer, ki zna nastopati, vendar nismo imeli ljudi, ki znajo vladati ali ljudi, ki bi imeli priložnost dobro voditi. In upam, da če bo Andy Burnham postal predsednik vlade v nekaj tednih, kar je videti zelo verjetno, bo imel priložnost tudi vladati do neke mere, ne pa samo voditi kampanjo. Prav, Femi, kaj pa ti misliš? Misliš, da je bil del težave tudi to, da ni bilo načrta? In ali si prepričana, da ima njegov morebitni naslednik, o katerem vsi govorijo, boljši načrt ali sploh kakršenkoli načrt? Pomanjkanje vizije in dejanskih načel pri Keiru Starmerju, za katerimi bi stal, je zagotovo ključen del njegovega neuspeha. Za vodjo laboristične stranke je bil izvoljen na podlagi obljube o naprednih spremembah. In potem, ko je dobil ta položaj, je v bistvu takoj začel posnemati Margaret Thatcher. Kar se tiče tega, kar je Peter govoril o tem, kako je bil Brexit demokratičen, mislim, da je to del glavnega problema. Saj je zadnjih 10 let britanske politike temeljilo na laži, da je bil Brexit demokratičen. Ker, ja, 52% ni velika večina, ampak 52% jih je glasovalo za izstop iz EU. Toda objektivno, kaj je to? To je tema mednarodnih odnosov. Govorimo o našem odnosu z naših 30 najbližjih sosedov. In kar se tiče... Kar je bilo glavno, ne razumem, zakaj ni bilo demokratično. Razlagam ti, Peter. Razstati je pomenilo pogodbe EU. Pogodbe EU. Torej na tisoče strani pogodb in pogojev, določil in pogojev o našem odnosu z EU. Odkot bi lahko pomenil dobesedno kakršenkoli drug odnos, ker leta 2016 še ni bil izpogajan. Nato smo naslednja 3 leta pogajali, kakšen bo nov odnos z EU. In preden smo, takoj ko smo to zaključili, so vsi na strani za izstop. Rekli, da to ni tisto, kar so želeli. DP je takoj rekel, da ta dogovor zavrača. Torijci Borisa Johnsona so v 6 mesecih po podpisu lastnega dogovora rekli, da je nepošten. Reformna stranka Nigela Faragea je ta dogovor zavrnila. Rekel je, da je Nigel Farage celo javno izjavil, da če bi imel izbiro med dogovorom o Brexitu Borisa Johnsona in obstankom, bi v tem referendumu zmagal obstanek in to vsakič. Torej to nikoli ni bilo demokratično. Edini način, da bi to morda naredili demokratično, bi bil, če bi posnemali način, kot so to storili z velikonočnim sporazumom, kjer so najprej dejansko izpogajali dogovor in nato poslali kopijo dogovora vsakemu volivcu v Republiki Irski in na Severnem Irskem, preden so sploh imeli referendum.
Namesto tega smo dobili podpisovanje praznega čeka, nato pa je moral vsak predsednik vlade potem ponavljati laž, da je bil Brexit demokratična volja ljudstva, čeprav ljudje, ki so želeli Brexit, tega sploh ne marajo. V redu, Peter. Mislim, da primerjava z Belfastsko pogodbo ne drži povsem, saj je bilo po njej še ogromno dodatnih pogajanj in veliko stvari se je uredilo šele kasneje, ko gre za Belfastsko pogodbo v obdobju četrt stoletja. Zato mislim, da ta primerjava ne drži. Dejstvo je, da so ljudi vprašali, ali naj odidejo ali ostanejo. To je bilo pred 10 leti. Mislim, da morajo ljudje iti naprej, preboleti to in se zavedati, da smo tam, kjer smo. In mislim, da smo v situaciji, Kjer moramo, ne vidiš, kaj si pravkar naredil. Dal sem ti logičen argument, zakaj to ni demokratično, tvoj odgovor pa je, naj prebolim. To je razlog, zakaj je problem, moj odgovor pa je, da lahko imaš. Voljo ljudstva. Če mi samo dovoliš, počakaj. Počakaj. Najprej želimo slišati Jonatana, potem bo v redu. Dobro, ja. Vidim oba vajna argumenta, poznam vaju oba in vem, da sta zelo dobra razpravljavca in tako naprej. In razumem, odkot prihajata. Kar se mi zdi pomembno za to razpravo je, da je Farage uporabil izgovor, da to ni bil moj Brexit, da bi se izognil odgovornosti. Ker me ljudje ves čas sprašujejo, še posebej zunaj Britanije, kako je mogoče, da je človek, ki je odgovoren za Brexit, ki je v Britaniji izjemno nepriljubljen. Ne pozabimo, večina ljudi, jasna večina, predvsej več kot 50% bi glasovala za ponovno pridružitev EU, o čemer govori le laboristična stranka. Torej je zelo nepriljubljen. Vsi obžalujejo to, večina to obžaluje. In vendar je oseba, ki je za to bolj odgovorna kot kdorkoli drug, Nigel Farage, trenutno na poti, da postane predsednik vlade. In to je iz razloga, ki ga je pravkar izpostavil Femi, da se je lahko izmuznil in izognil odgovornosti, ker noben Brexit nikoli ne bi bil pravi Brexit. Vse bi bilo izdaja. In mislim, da to lepo vodi tudi v drugo stvar, zaradi katere je Britanija zdaj neobvladljiva, kar je povezano z Brexitom, in to so desničarski mediji. Ker po Brexitu je prišlo do eksplozije, kulturne eksplozije v britanskih medijih. Medtem ko so bili prej precej razumni časopisi, kot je Telegraf, s katerimi se pogosto nisem strinjal, a so bili razumni, resni, so postali histerični. Zato ni druge besede. Postali so histerični. Kot da so se okužili z idejo, da je treba Brexit izpeljati za vsako ceno. Da ga morajo vsi imeti radi. Povsod je bilo čutiti izdajo. Ti časopisi so postali paranoični. Medijski establishment je postal izjemno paranoičen. Povsod so bili izdajalci. Daily Mail je govoril o sovražnikih ljudstva. Sun je govoril o izdajalcih. Besedo izdajalec zdaj pogosto slišimo v britanskem diskurzu. Prej ni bilo tako. Zdaj je bil Brexit postavljen na stranski tir, Farage je to odložil in se posvetil vprašanju priseljevanja. Zdaj pa desničarski mediji na enak način obravnavajo priseljevanje. Seveda je priseljevanje resno vprašanje. Tudi prečkanje z majhnimi čolni je resen problem. Ampak če poslušate desničarske medije, ki menijo, da je to največja kriza, katero se sooča Velika Britanija, da smo dobesedno na robu invazije, kot v 40 letih prejšnjega stoletja. In to je nekaj, na čemer sta Farage in njegova ekipa prav tako izkoristila. In to je še en razlog, zakaj sta Starmer in pred njim Sunak spodletela, ker nikoli nista mogla zadovoljiti desničarskih medijev, ki so jo hoteli uničiti že od samega začetka. Prav, Peter. Se strinjam s čim od tega. Mislim, da imajo tako desničarski kot levičarski mediji veliko odgovornosti glede histerije, še posebej, ko gre za to. Seveda imamo veliko medijev... Oprostite? Želim si, da bi imeli v tej državi levičarskega voditelja. Imamo veliko levičarskih medijev, ne vam povem. Imamo BBC, imamo Guardian, imamo Canary, imamo veliko različnih delov medijev, ki so levičarski. Torej, predstavljam levičarski pogled. Mislim, da obstaja pluralnost medijev. Se strinjam z Jonathanom do neke mere, da je veliko ljudi zaradi Brexita na obeh straneh izgubilo razum in so posledično postali precej histerični. Mislim, da potrebujemo trezne in mirne glave in upam, da bomo to lahko dosegli z Andyjem Burnhamom ali komerkoli, ki ga bo nasledil. Rada bi vedela, zakaj si ljudje sploh želijo biti v politiki. Zdi se, da nihče ne more ničesar resnično doseči, da bi bili vsi zadovoljni. Mislim, to je ena stvar, ki jo vedno znova vidimo. To je lepota demokracije. Sveta, vem, ampak to je v tvoji državi kot... Oprosti, no, to je res. Ta ideja, da so ljudje zaradi Brexita izgubljali razum in postajali histerični.
Trenutno je 13 milijonov ljudi, ki živijo v revščini. 13 milijonov. Videli smo najostrejši padec življenjskega standarda, kar jih je bilo kdaj zabeleženih. In vsak posamezen sektor britanskega gospodarstva že leta pravi, da Brexit stvari samo poslabšuje. Združenje malih podjetij pravi, da se je 85% britanskih podjetij soočalo s težavami pri izvozu in uvozu zaradi Brexita. Nacionalna zveza ribiških združenj pravi, da so izgubili 300 milijonov funtov na leto. NHS, Nuffield Trust, pravi, da Brexit škoduje NHS. Avtomobilska industrija SMT pravi, da je zaradi tega težje. Banka Anglije pravi, da je to povprečno gospodinjstvo stalo 1000 funtov na leto. Govorimo o človeškem trpljenju epskih razsežnosti. Torej, ko brexiterji rečejo kaj takega, kot da je to samo projekt strahu ali da ste histerični, se norčujejo iz revščine. Prav, Univerza v Surreyu je izračunala, da je 1500 ljudi najprej nisem podpornik Brexita. Najprej nisem podpornik Brexita. Oprostite, 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 ne bom mogel. To preprosto ni res, kar govorite. Preprosto ni res. S tem, ko branite Brexit, ste zagovornik Brexita, podpirate Brexit. Ne, nisem. Ni me strah to povedati. Glasoval sem za obstanek Femi, ti pa nisi in to veš. Prav. Trenutno je tvoje stališče, da naj to prebolimo, kar pomeni, da podpiraš Brexit v trenutni obliki. Dovoli mi samo za trenutek, če mi dovoliš, da razložim za sekundo. Torej, naj dokončam svojo misel. Univerza v Surreyu je izračunala, da Brexit stane NHS 1500 življenj na leto zaradi izgube medicinskih sester. Da ne omenjam organizacije Cancer Research UK, ki pravi, da nas Brexit stane življenjsko pomembnih zdravil. To so posledice Brexita, za katerega praviš, naj ga preprosto sprejmemo. Obnašaš se histerično. In ko rečeš ne, ampak to je bila demokratična odločitev. Halo? Tega nisem rekel. V redu, Peter, kaj želiš povedati? Peter kaj pove? Peter, kaj želiš povedati? Femi je popolnoma namerno izkrivila moje besede. Rekel sem, da je veliko levičarskih in desničarskih medijev bilo histeričnih glede Brexita. Torej, ne govorim o ljudeh v revščini. Ne zanikam dejstev, ki jih on navaja. Ne pravim, da zaradi Brexita ni težav. Glasoval sem za obstanek, vendar sem to precej hitro prebolel. In spoznal sem, da ko je demokratično glasovanje, Tudi če... Počakaj. Ne veš ničesar o mojem ozadju, ne veš ničesar o mojih financah, ne veš ničesar. Zato se za trenutek umiri. Bistvo je, da je dejstvo, da je še vedno veliko ljudi, ki tega niso preboleli. To je v redu. Lahko so zaradi tega jezni, kolikor želijo. Ampak lepota demokracije, bistvo demokracije je v tem, da lahko ljudje sprejemajo odločitve, s katerimi se drugi ne strinjajo. In se morajo soočati s posledicami, tudi če so te posledice slabe. Ni tako, veliko stvari bi spremenil v tej državi. Menim, da bi lahko tako konzervativci kot laboristi marsikaj naredili bolje. In mislim, da bi tudi stranka Reform lahko stvari naredila bolje zaradi načina, kako želijo voditi to državo in kako delujejo na lokalni ravni. Ampak Femijeve točke žal niso poštene, glede na to, kako je opisal, kar sem tam povedal. V redu, Jonathan. Počakaj. Oprosti. Moramo pustiti Jonathanu, da pride do besede, ker lahko vidim, da je poslušal in je pripravljen podati tvojo celostno oceno tega nesoglasja. No, mislim, da se v osnovi strinjam s Femijem, da je v tej državi očitno veliko revščine. Veliko je revščine in veš, rast plač stagnira in tako naprej. In veliko tega je zaradi Brexita. In čeprav sem, kot pravijo, to že prebolel, o tem skoraj nikoli več ne govorim. Ne govorim o tem, ne razpravljam o tem pogosto, ampak me še vedno moti, ker mislim, da je bila to grozna napaka in da je temeljila na lažeh. In upam, da bo nekega dne to razveljavljeno. Ampak ne mislim, da je zdaj pravi čas za to. Ne mislim, da je zdaj čas, da ponovno odpremo to razpravo. Mislim, da bi morali pristopiti postopoma. Tako da predvidevam, da bi bil nekje na sredini med vajnima stališčema. Ampak hkrati mislim, da moramo poudariti dejstvo, da so bile desničarske medije odgovorne za Brexit. Bile so odgovorne za laži, ki so jih širile predtem, za pripoved o izdaji, za pripoved o izdajalcih, ki je sledila potem. To je bilo popolnoma neopravičljivo. In zdaj so ta prototip vzeli in ga spremenili v argument o priseljevanju. In zdaj imamo argument EČHR, ki ga je zdaj prevzel gospod Kenny Bidenok, ker se tudi konzervativci močno pomikajo v desno. Tako je zdaj celotna razprava o Brexitu prenesena na izstop iz Evropskega sodišča za človekove pravice in na to, kako moramo izstopiti zaradi naše suverenosti. Morda si bo nekega dne vsakdo želel izstopiti iz NATO in Združenih narodov, ker tudi oni posegajo v našo suverenost. Torej, to je nevarnost, da pride do postopnega širjenja ciljev pri vseh teh stvarih. Meni smo Brexit in zdaj ljudje uporabljajo te argumente, da nas še bolj izolirajo, še bolj oddalijo od mednarodnih organizacij, ki so nam desetletja koristile. V redu, rada bi prešla na drugo vprašanje, ker je očitno, mislim, da je Brexit zelo čustvena tema za vse.
Sama sem pred kratkim obiskala prijateljico v Združenem kraljestvu. Tam je zelo drago. Mislim, da je to, razumem, ekonomsko težko za vsakogar, ne glede na to, kakšna je njihova kariera ali finančna situacija. Ampak ali imaš zaupanje v Andyja Burnhama, če ima načrt, ali obstaja kaj, kar bi se lahko naredilo, ne glede na to, kdo je predsednik vlade? To je veliko, kar je treba nadoknaditi po zadnjih 10 letih. Torej, Pravkar sem se vrnil iz Bruslja, kjer sem obiskal in govoril z več uradniki EU o možnosti razveljavitve Brexita. Glede na to, da Brexit po besedah vladnih uradnikov državo stane približno 100 milijard funtov na leto, je to najbolj gospodarsko pomembna politika. Torej, če želimo dejansko rešiti krizo, v kateri smo, bi se morali na to osredotočiti. Vprašal sem jih, ali se lahko dejansko ponovno pridružimo. In rekli so, da je EU vesela, če se Združeno kraljestvo ponovno pridruži. Na Združenem kraljestvu je, da dejansko pove, da se želi ponovno pridružiti. Želimo vstopiti na enotni trg, želimo se pridružiti carinski uniji in na koncu se želimo v celoti ponovno pridružiti EU. Torej, ali se lahko kaj naredi? Da, absolutno. Andy Burnham bi lahko nekaj naredil. V preteklosti je dejal, da si želi, da bi se ponovno pridružili v njegovem življenju in rekel je dodatkom, vendar je to odvisno od EU. No, EU je rekla da. Torej, trenutno imate možnost, da greste tako hitro, kot je mogoče. In v osnovi zavračam to idejo, da moramo napredovati počasi, ker za to ni nobenega razloga. Trenutno, če veste, da po podatkih Univerze Surrey Brexit stane 1500 življenj na leto in po podatkih Banke Anglije Brexit povprečno gospodinjstvo stane 1000 funtov na leto. To trenutno povzroča veliko trpljenja. Torej, kdorkoli pravi, da tega ne bi smeli narediti čim hitreje, samo podpira Brexit brez pravega razloga. To je zgolj podpora. Naj odgovorim, Femi, dovoli, da odgovorim na to. Veš, da sem bil ves čas ob tebi v celotni razpravi o Brexitu. Popolnoma se strinjam s tabo glede Brexita. Je popolna katastrofa. Ampak to je tudi politično vprašanje o tem, kako ljudi vzameš s seboj. In čeprav se strinjam s tabo, anketa za anketo kaže, da ljudje obžalujejo odločitev o izstopu in bi glasovali za ponovno pridružitev. Pomislite, koliko energije je to vzelo. Zaradi te odločitve se v Britaniji 3 leta ni zgodilo nič drugega. Če boste imeli referendum, pomislite, kako bi to raztrgalo laboristično stranko. Lejte, za to bi moral biti odgovoren Burnham. To bi raztrgalo toliko strank. Mislim, pomislite, kaj bi naredila reforma, kaj bi naredili konzervativci. Ne pravim, da to ni prava stvar, ampak moraš izbrati pravi čas. In moraš, Velika Britanija se trenutno sooča s toliko izzivi. Odločiti se moraš, kaj je prioriteta. o stvareh, ki so pomembne, počakaj. Imamo samo še 30 sekund. Rada bi, da ima Peter zadnjo besedo. Peter, kako bi ti povzel in podal svojo oceno tega? Torej, 17,4 milijona ljudi je glasovalo za Brexit. Če Albi Burnham, za katerega je dejansko glasovalo le okoli 20 tisoč ljudi, pride in se odloči razveljaviti Brexit, mislim, da je to napaka. Mislim, da je še veliko drugih stvari, na katere se mora osredotočiti. Ima ogromno nalog na mizi. Trenutno veliko ljudi projicira svoje poglede na to, kaj bi moral biti. Jutri bomo od njega slišali več. Ima velik gospodarski govor, zelo pozorno ga bom poslušal, da vidim, kako bo popravil stvari ali kako želi popraviti stvari v britanskem gospodarstvu. V redu, hvala vsem. Želim si, da bi imeli več časa. Mislim, da je to res zelo aktualna tema in bomo morali počakati, kaj se bo zgodilo. Jonathan Lees, Peter Cardwell in Femi Alubale, najlepša hvala za to zelo živahno razpravo. In takoj po odmoru se vrnemo nazaj.